Ioannis grof Kapodistrias je bil eden največjih državnikov svojega časa in kot prvi grški predsednik oče moderne grške države. Že njegovo ime kaže, da je njegov rod izhajal iz Kopra, vendar pa je bil mnogo bolj neposredno povezan z Ljubljano. Tu je namreč leta 1821 med Ljubljanskim kongresom preživel skoraj pol leta. V Ljubljano je prispel 8. januarja 1821. Kongres je začel zasedati že jesen predtem v Opavi, in sicer v odziv na liberalno revolucijo, ki je izbruhnila v kraljestvu obeh Sicilij. Ko je bil na kongres povabljen še kralj obeh Sicilij, so se kongresniki preselili v Ljubljano, da so mu prišli naproti. V Ljubljano sta prispela tudi ruski car Aleksander I. in avstrijski cesar Franc I. Kapodistrias je bil nastanjen na mestnem trgu pri Jožefu Lavrinu, takrat deželnem svetniku. Lavrin je bil predtem sodnik v Ljubljani, kasneje pa je bil premeščen v Milan. Bil je brat znamenitega egiptologa Antona Lavrina, ki je bil avstrijski veleposlanik v Aleksandriji. Osrednja osebnost Ljubljanskega kongresa je bil avstrijski zunanji minister knez Metternich, ki je bil tudi glavni Kapodistriasov nasprotnik. Kapodistrias je namreč za liberalne in nacionalne težnje, ki so se širile po Evropi, kazal neko mero razumevanja, medtem ko je Metternich zagovarjal neizprosen nastop proti njim. Metternich se je s Kapodistriasom zapletel v bitko za vpliv na carja, ki jo je Kapodistrias nazadnje izgubil. Metternich je bil v svoj uspeh prepričan že pred začetkom kongresa. Kapodistrias se zvija kot vrag v blagoslovljeni vodi, je zapisal. Omenil je tudi, da ga je Kapodistriasov značaj spominjal na odlomek iz angleškega romana Anastaze. Zunanjost sodobnega Grka lahko preoblikujejo različne stvari, ki ga obdajajo. Srčika ostaja ista kot v Periklovih dneh. Lahkovernost, vsestranskost in želja po priznanju so od najzgodnejših dob tvorijo zdaj in bodo vedno tvorile temelj grškega značaja. Mar ne ohranja vsak današnji Grk te iste želje po premoči, iste pripravljenosti, da na vsak način, pošten ali nepošten, spodkoplje svoje tekmece, kot so jo izkazovali njegovi predniki. Kapodistrias je bil s svojimi nazori na konferencah Ljubljanskega kongresa popolnoma osamljen. Sprejeta je bila odločitev za vojaško intervencijo in kraljestvo obeh Sicilij je okupirala avstrijska vojska. Ko je v času kongresa revolucija izbruhnila še v Piemontu, je država doživela enako usodo. Kongres pa je na koncu obravnaval še tretji izbruh revolucije. Vest o vstaji v podonavskih kneževinah, ki jo je proti Osmanskemu imperiju sprožil grški revolucionar Aleksandros Ypsilandis, je Ljubljano dosegla 19. marca. Ypsilandis se je nadejal ruske podpore, vendar je car ostal neomajen in je razpet med obrambo krščanstva in ohranjanjem starega reda izbral slednje. Na seji, ki je tistega večera potekala na Starem trgu, je bila kongresnikom zgolj sporočena njegova odločitev. Reakcionarje je sicer vstaja v podonavskih kneževinah od vseh revolucij skrbela še najmanj. Tudi Metternicha, ki je zapisal. Ypsilandi, ta maskirani liberalec, ta helenist, me bo spravil še v zadrego. Kapodistrias je 30. marca svojemu nekdanjemu sodelavcu Aleksandru Sturzi napisal pismo, iz katerega veje globoka zaskrbljenost nad dogodki v podonavskih kneževinah. Nisem pričakoval, da vam bom primoran predati vesti, ki jih vsebujejo priloge. Preberite jih, ostanite mirni in presodite obžalovanja vredne dogodke. Če sta izvor in narava vstaje, ki se je knez Ypsilandis namerava lotiti, takšna, je za nesrečne Grke vse izgubljeno. Razen če božja previdnost s svojimi nasveti ne razsvetli mož, ki so poklicani, da ukrepajo
in pri dejanskem izviru ustavijo to povoden katastrof. A če je po drugi strani Gospod, ki je edini razsodnik usod ljudstev in narodov, v svojih nedoumljivih sklepih odločil, naj se Evropa v tem trenutku vsesplošne krize reši z žrtvovanjem naše nesrečne domovine ali z njenim ponovnim vstajanjem, se bo Gospodova volja izpolnila. Na dan svojega odhoda je car Aleksander izvedel, da so v Carigradu Osmani linčali patriarha. Kapodistrias je dosegel, da je Rusija zaradi tega Osmanskemu imperiju postavila ultimat. To je bila ena zadnjih priložnosti, ob kateri je Kapodistrias uspel izkoristiti svoj vpliv na carja. Kapodistrias je Ljubljano zapustil 14. maja, en dan za carjem Aleksandrom. Na kongresu je bil pri vseh vprašanjih popolnoma poražen, poleg tega pa se mu je zdelo, da njegovi domovini grozi katastrofa. Prav tako je v Ljubljani zazevala nepremostljiva vrzel med njim in carjem. V naslednjem letu dni so se odnosi med njima še naprej krhali, dokler se maja 1822 Kapodistrias ni umaknil iz aktivne ruske službe. Tako na naslednjem kongresu, ki se je zbral jeseni 1822 v Veroni, Rusije ni več zastopal. Kapodistriasova naslednja uradna funkcija je bila šele predsedovanje nastajajoči grški državi leta 1828.